Italijani so pravili najbolj čas. Zaradi tega. In od tega je pa pozdrav čau. Poglej pa resti. In to, ko rečemo čau, se moramo spomniti, da smo sužni. Ampak nekdan je dan spoštovanja, je pa postal danes čau. Spoštovanja, če pa je čau. Se prebiraš to, so sužen. Jaz bi bil Slovan sužen, ja. To pa je avtor tega. Lepo pozdravljeni na dan odprtih vrat v knjižnico, neke vrste otvoritev knjižnice Slovenske ljudske stranke. Tu je razgrnitev originalnega izvoda Valvazorjeve Slave Vojvodine Krajinske, za kar se lepo zahvaljujem gospodu Emilu Kandriču, ki jo je dal na razpolago, da jo bomo lahko danes in tudi vsak prvi torek v mesecu, ko bo dan odprtih vrat, tukaj se boste lahko ogledali te stvari, ki so danes, tukaj pa še marsikaj drugega od 13. do 17. ure. Poleg tega pa imamo danes tudi otvoritev gostujoče mednarodne razstave Dediščina Cirila in Metoda, načrt za Evropo. To razstavo je postavil Sergio Pellegrino v zamejski Italiji, v zamejski Sloveniji iz Italije. Bogdan Vidmar, duhovnik iz trenutno v Novi Gorici, pa je skrbnik in nam je prijazno pomagal, da smo jo lahko postavili tukaj. Jaz sem zelo vesel, da poleg vseh vas, spoštovani gostje in gostje, da lahko pozdravim med nami gospoda Lojzeta Peterleta, predsednika osamosvojitvene vlade, ki bo povedal za današnjo priložnost nekaj misli o kulturnem vidiku tega dogodka, gospod Borut Korun, ki bo nekaj povedal tudi o jezikovnem vidiku, in Boštjan Furlan, zgodovinar, ki je pa postavil to današnjo zgodbo in je organizator tega, bo pa predstavil nekaj misli o celotni zgodbi. Najprej bi pa dal besedo gospodu Kandriču, mogoče za par besed o Slavi Vojvodine Krajinske. Nimam kaj posebnega povedati, ne. Jaz sem to slučajno prišel do te knjige, ker se nekje prodajala, seveda ima svojo znamenito zgodovinsko vrednost. Po drugi strani pa se mi je zdelo, da SLS glede na svojo zgodovino dolgotrajno, ki sega tja na začetek 20. stoletja ali celo skoraj na konec 19. tudi zasluži eno tako promocijsko gesto. Sicer pa tudi veste, ne, v stranke, če hočete kaj imeti, treba tudi nekaj dati, ne, ker vsi najbrž poznate pregovor, krava se pri gobcu molze, ne. Tako da bilo mi je v čast, da sem lahko to gesto napravil in upam, da bo stranka od tega imela neko korist in da bo tudi znala izkoristiti tole gesto. Če pa bojo še drugi potem tudi tako člani ali kakor obiskovalci SLS v tem kaj uživali, pa dobili spodbudo in spoznanje, da imamo Slovenci svojo zgodovino in ki se nam ni treba sramovati in ki nas spodbuja k nacionalni samozavesti, toliko bolje. Hvala lepa, gospod Kandrič, ki je dolgoletni član Slovenske ljudske stranke, zvest član mestnega odbora Slovenske ljudske stranke in tudi naš podpornik, tako tukaj kot sicer. Najlepša hvala. Dam besedo gospodu Peterletu, mogoče bi še predsednik mestnega odbora, Janez Žagar, pozdravil zbrane. Ja, lahko masko dole. Ja, lep pozdrav. Moram reči, da sem vesel, da smo tudi mi v mestnem odboru s tem pridobili to pridobitev, ki je gospod Kandrič na nek način daroval v pogled stranki. Vesel sem tudi, da se danes kljub takim prednovoletnim in koronskim časom toliko zbralo, da bomo lahko prijetno ta večer tudi preživeli. Zahvalil bi se tudi predsedniku, da je omogočil to razstavo. Mislim, da je to kar obogatitev za našo Ljubljano in tudi za našo ljudsko stranko. Hvala lepa. Spoštovani gospod predsednik, dragi prijatelji, ne bi rekel, da sem čisto brez dela ali da nimam kakšnih povabil. Ampak rad grem na zanimive zadeve, zlasti tiste,
ki dišijo po kulturnem naboju. In videti original Slave Vojvodine Kranjske je kulturno dejstvo, ki zasluži priklon. In ob tem se mi dogaja premislek oziroma primerjava med časi, ko je Valvazor pisal Slavo Vojvodino, in med današnjimi časi. Mi pripadamo generaciji, ki je doživela tudi ideološki pouk, da bo z narodom konc, da bodo narodi izginili, da bodo izginile tudi države, da bomo zaživeli v nekakšnem internacionalizmu. Vidimo, da se to ni zgodilo in da tudi globalizacija ne ukinja narodnega, ampak ga postavlja v nov okvir. Odneslo bo tistega brez korenin, tisti, ki pa imajo korenine, bodo preživeli. In če se spomnimo tega dela in dejanja brez primere Valvazorjevga, ko ni bilo kakšne digitalizacije, ko se tudi še ni, malce se je že kopiralo, ampak to je bil čas neprimerno tehnološko drugačnih okoliščin, v katerih je ta mož posvetil življenje svoji deželi, za katero ne dvomim, da je ne bi imel rad, ker če je ne bi imel rad, je ne bi tako natančno popisal. In svojim delom je povzdignil svojo deželo, tako rekoč za vekomaj. Še danes se to citira kot eno od glavnih del o deželi, v kateri se je govorilo tudi o krajnskem jeziku. Jaz se spomnim celo na Dolenjskem, me je včasih mama vprašala, če je šlo kaj narobe, je rekla, ne zastopiš Kranjsko. Ne vem, če kdo drug še kaj takega slišal, ampak pri nas smo še poznali krajinski jezik, če tako rečem. Če primerjamo te čase z Valvazorjevim časom, potem seveda se nam vsiljujejo neke primerjave, ki nam niso vedno v čast. To, kar je Valvazor naredil, kot sem rekel, je povzdignilo deželo, je šel glas o njej po vsem svetu, še zdaj od tega živimo na vse zadnje in smo ponosni, da smo imeli takega moža. Danes, želim torej, če je nekdo, en človek, sposoben takega dejanja, kaj bi šele za deželo ali sedaj za državo naredili, če bi več takih ljudi stopilo skupaj. Mi smo potem še doživeli močne može, kot so Prešeren, kot je Slomšek, je Krek in še koga bi lahko našteli, da ne pridemo do živih. In jaz mislim, da je to dejanje navdih za tiste, ki jih zanima slovenski skupaj, ki jih zanima slovenska prihodnost. Velike stvari se naredijo samo tako, da se nečemu posvetiš. Danes nam okoliščine omogočajo drugačno delo, tudi drugačne dosežke, ampak sem prepričan, da nam bo Valvazorjevo delo ostalo do konca, če je kakšen konc, navdih za odnos do dežele, v kateri živimo. Dežele, ki je postala država in ker smo 30-letnici naše državnosti, bi se rad s hvaležnostjo spomnil tistih, ki so se ji posvetili. Med možmi, ki sem jih prej omenil, bi lahko omenil tudi Ivana Omana, lahko bi omenil seveda Pučnika in še marsikoga. Torej, jaz sem vesel, da nam je to uspelo in tudi to, kar nam je uspelo, diši prej po kulturi kot čem drugem. Tudi sam sem prišel iz kulturnih krogov v politiko in sem vesel tega svojega porekla. Mi smo poskrbeli za povzdigo države in kar vrsto let je Slovenija veljala za
primer nove države, demokratične, svobodne, evropske. Danes pa zgleda, da je ta naboj pojenjal, da vidimo, kaj se dogaja na raznih svetovnih odrih, ko ne govorimo lepo drug o drugem, in zgleda, da je politični uspeh v Sloveniji lahko odvisen bolj od tega, kako govoriš o drugem, kot od tega, kaj govoriš o sebi. Ne bi rad predolgo govoril, ampak Valvazor je res postavka brez primere, ki zasluži pozornost. Sem hvaležen prirediteljem, da so za to pozornost in ta priklon poskrbeli, in želim si, da bi iz tega dejstva črpali navdih za tisto, kar je za našo prihodnost še treba narediti. Hvala lepa. Hvala lepa. Naj povem, da je to hkrati ta današnji dogodek tudi naša obeležitev, tako Slovenske ljudske stranke, kot tudi Gibanja Povežimo Slovenijo, ena od obeležitev zaključka 30-letnice praznovanja slovenske osamosvojitve in tudi ta pred praznikom Dneva samostojnosti in enotnosti. Jaz sem vesel, da bo prvi predsednik slovenske vlade, predsednik osamosvojitvene vlade, tudi na pobudo Društva poslancev 90, ki pripravljamo eno slovesnost 21. decembra v Državnem zboru, da bo oblikoval en širok krog modrih ljudi, da ob 30-letnici skušamo začutiti tudi na ta način dih tega časa in tega upanja. Lepo pozdravljam v tem našem krogu tudi dr. Nado Pavšer, koordinatorko Gibanja Povežimo Slovenijo, in dr. Tino Bregant, ki v tem gibanju na tej listi zastopa zdravstvo, in se tudi boste danes še imeli tukaj tudi srečanje. Zdaj pa dal besedo gospodu Borutu Korunu. Prosim. Lep pozdrav vsem in hvala za besedo. Nekajkrat smo zdaj slišali besedo korenine, zgodovina, narod brez zgodovine bo izginil. Jaz se temu seveda pridružujem. Zato bi pa rad v zvezi z svetim aparatom, Cirilijevim metodom povedal nekaj, kar da nas, Slovence, tudi danes z njima povezuje nekaj, kar bi lahko imenovali korenine slovenstva. Poglejte, za trenutek bi vam lahko samo bi rad pričaral tisti čas, to je 9. stoletje, to se pravi od 800 do 900. Kaj se je tega zgodilo? Avarska država ni bilo več. Leta 796 so jo uničili frankovske vojske, predtem so tudi Slovenci odigrali pomembno vojaško vlogo, ne samo presijsko, tudi tam. Prvi, ki so vdrli v avarski rig, so bili Slovenci pod vodstvom nekega kneza Vojnomirja. No, torej avarska država ni bilo več in ta del, ta zahodna del današnje Madžarske je postal nekak divji zahod. Tu so se ljudje naseljevali, so se Slovaki, predvsem pa tudi Slovenci iz današnje slovenske dežele, zemlje je bilo vidno premalo, tu so se naseljevali, tako da je bil ves ta prostor, lahko imenujemo od Donave gor, pa do tistega pri Budimpešti svobodno Donava navzdol, pa do Save, pa Drave, v bistvu takrat je bil staroslovenski prostor to, to je tudi jezikovno povsem jasno. Zdaj, tu vemo, na kak način je prišlo do tega, da sta Ciril in Metod prišla v te kraje, torej knez Rastislav se je leta 862, no, mogoče bi mogel prej še omeniti, na začetku tega stoletja je bil upor Ljudevita Posavskega, to je bilo 819. leta, ki je bil zelo uspešen, priključili so se mu vsi Slovenci, tudi Krajinska in Karantanja, in te vojske slovenske so bile zelo uspešne in Franki so mogli uporabiti kar dosti vojaške sile, da so ga na koncu zatrli. No, potem nekje na sredi stoletja, torej to je bila že ena književina, ta posavska književina, ki je imela center v Sisku, zato pa se strinjam, da bi bil Sisek, hoče verjetno. Tudi avstrijska in nemška literatura govori, da so bili to Slovenci, Hrvati so bili takrat nekako stisnjeni dol med Bosno in Dalmacijo. Tam je bila tista neodvisna Hrvaška. No in skratka, Rastislav je leta 862 prosil bizantinskega cesarja Mihajla III. Za ljudi, ki bi lahko njegove še na pokristjane ali pa poganske Slovence, moravce, pač poučevali v sveti veri v njihovem jeziku. To je delo seveda tudi iz političnih razlogov, kajti frankovska duhovščina, ki je to delo opravljala,
in takrat je bila za to zadolžena pasovska nadškofija, je seveda bila predstraža frankovske vojaške in politične sile. Jasno, da se je Rastislav tega hotel znebiti. Ne. No in Mihael je bil pa tudi, cesar bizantinski je bil pa tudi zainteresiran za to, da si pridobi nekako politične zaveznike tik pred frankovsko državo in je takoj poslal ta dva brata, Konstantina, njegov pravi je bil Konstantina, ne, kajti pol pozneje je bilo njegov potem je stopil samostan in dobil ime, novo ime Kirila, ne, da veljalo je pravilo, da si dobil ime, ki imelo se začelo na isto črko, Konstantin, Kiril. Skratka, ti dva Konstantin je bil velik znanstvenik, zelo učen mož, zelo tudi diplomatski službi cesarja in tako, skratka, študiral je slovanske jezike. Nekje sem bral, da je bila njuna mati Slovanka, takrat so pač Slovani, Makedonci, rečemo, recimo današnji živeli čisto do Soluna, ne? In to bi kazalo kar verjeti, kajti tako dobro, kot so ona dva poznala slovanski jezik tiste okolice Soluna, to se ne moreš naučiti, ne? To ne more biti tako rekoč materni jezik. Zato mislim, da ta podatek bi utegnil biti verodostojen. No, že naslednje leto 863 sta prišla na Moravsko in začela z pač poučevanjem, širjenjem krščanstva in utrjevanjem krščanstva. Zato seveda potrebuješ in sta potrebovala jezik, a ne? In to je treba poudariti, ritualni jezik, a ne? Jezik, ki je pri obredu, obredni jezik, ne kakršenkoli jezik, a ne? Pogani seveda niso imeli pojma o določenih krščanskih stvarih, kot je recimo stajenje, kot je greh, kot je sveto in svet in tako naprej. No, ko smo ravno pri besedi sveta, ne? Svet je nekoč po slovanskem jeziku pomenil nekaj čisto drugega, ne? Svetopolk recimo, a ne, pa svetomir, pa take stvari, taka imena, niso imela ničesar opraviti s svetništvom, ali pa kaj se svetim, ampak je pomenil to močen, silen. Skratka, treba bilo ustvariti nove pojme, a ne, ki jih in jim dati drugačen pomen, drugačen prizvok. No, skratka, ona dva sta, predvsem Konstantina, ne, sta ustvarila nov jezik, ritualni jezik, ki se je lahko potem uporabljal pri obredih, a ne. In vsemi temi novimi pojmi, in to je bil seveda jezik na zelo visokem nivoju. No in seveda duhovščina iz frankovske države je nagajala, ta del je bil namreč podrejen sicer salzburški nadškofiji in zaradi težav sta potem odpotovala v Rim, da bi dobila podporo papeža, ki sta jo dobila. To je treba zopet razumeti nekoliko politično, ne, kajti papež je bil pač nasprotoval temu, ker je Karl Veliki brez, ne da bi vprašal papeža, dodelil to ves ta predel nad Dravo, torej salzburški nadškofiji. Zato je tudi papež dovolil poučevanje, oziroma ves obred pri obredih v slovanskem jeziku. Spomnite se, ne, v naših mlajših letih je bila še latinščina v cerkvah, ne, šele pozneje, ne, z zadnjimi reformami je zdaj vse slovensko. No, torej, takrat sta ona dva peljala tak, da je bil ves obred v slovanskem jeziku. No, potem, ja, to moram povedati, da je Konstantin, ki je bil bolj slabega zdravja v Rimu umrl, še manj predtem je stopil v samostan, tako da se je Metod sam vrnil nazaj nadaljeval to delo, ki je bilo zelo, skoraj bila rekel mučeniško, a ne delo. No, Konstantin je predtem tudi prevedel Biblijo v takratni jezik teh panonskih oziroma moravskih Slovencev. Treba bi se zavedati, da smo mi že pred Dalmatinom, 800 let predtem že imeli prevedeno Biblijo v naš takratni jezik. Ne vem, če se to je bilo malo, jaz mislim, da smo bili predtem edino Latinci, torej latinščina je bilo predtem prevedeno, ne? Najprej je bila hebrejščina, 300 let pred našim štetjem krščino, potem pa hieronim v latinščino, potem smo bili pa že kar Slovani, a ne tu. No in torej, kot smo rekli, Metod je potem postal nadškof v Sirmiumu, to je današnja Sremska Mitrovica, in je, ja, pozabil sem to povedati, da seveda, kar je pa najbolj pomembno, da na poti v Rim sta se stavila v Koclevi kneževini, to je bila ena iz teh slovanskih kneževin, a ne, pri knezu Koclev, ki je bil zelo nadušen tudi za slovansko bogoslužje in mu je dal 50 učencev, ki jih je potem Metod, ki sta jih oba sedaj izučila in podučila in ki so potem nadaljevali njeno delo. Zdaj, leta 885 je potem Metod umrl, njegove učence so izgnali, išli so v Bolgarijo, tam nadaljevali z delom in postali zelo pomembni za narode, slovanske narode, ki imajo danes, ki so vzhodne, to se pravi ortodoksne usmeritve in za njihove jezike, ne. Ta cerkvena slovanščina, kot jo imenujemo, je pravzaprav postala
osnova za knjižni jezik vseh teh, torej Bolgarov, potem Rusov, Ukrajincov in tako naprej. Ne. Seveda so nastale redakcije, potem ruska redakcija je bila malo drugačna, bolgarska malo drugačna, ampak zdaj je vprašanje, kaj je z nami Slovenci. Ne. Zdaj, kateri jezik je bil tista, ki ga zdaj imenujemo starocerkvena slovanščina? Torej Miklošič, ne, ki je bil v 19. stoletju veljal za največjega jezikoslovca svojega časa sploh, ne, je trdil, da je bil to slovenski jezik, ne, torej predhodnik, pač takratna oblika slovenskega jezika. Ne. Žal se je po njegovi smrti seveda ni bilo nobenega Miklošiča več in se ta trend tudi verjetno iz malo političnih razlogov obrnil in nekako tudi Slovenci, ki je Vatroslav Oblak, recimo, so pri tem sodelovali in so nekako ugotovili, da je v bistvu da je bilo to makedonsko narečje. Ne. Kar je sicer logično, ker konec koncev, kar sta ona dva sta se naučila že tam, ne, se to prenesla sem. Je pa zopet dokazano, se Miklošič je dokazoval, da je v tem, dobro, recimo, da se spoprijaznimo s tem, da je šlo za makedonsko narečje, da pa se v tem našem predelu, da je prišlo van veliko slovenskih besed. Recimo Miklošič trdi, da beseda res, resnica, resen, da so te recimo besede, med drugim, tako te se zelo spomnil, so samo v slovenščini in v starocerkveni slovanščini, to zapove teh besedil. Torej, odkot je zdaj prišlo, ali je prišlo iz starocerkvene slovanščine v slovenščino ali pa obratno, kakorkoli povezava je bila tu zelo močna. Mimogrede naj povem še eno epizodo, ne, ko sem bil pred leti v Uzbekistanu, so najo z mojo partnerko, so nekateri izobraženci, ki so se še izobraževali v sovjetskih časih, se seveda poznali rusko literaturo, da je to, kar se mi dva pogovarjamo, jih zelo spominja na stare ruske spise. Ja, seveda, vse logično, ruska literatura je bila dolgo časa na starocerkveni slovanščini, to pa tu je tudi po tem zvenu, po tem zvoku moralo biti neka podobnost. No in potem, ko so izgnali in je vse zginilo, je nekaj vendarle ostalo. Ja, ostal je ta ritualni jezik, ki ste ga ona dva naredila, ne. Ostal je ta jezik, ampak to ne v vsej Sloveniji. Pač pa na tem vzhodnem delu, ta vzhodni del, ki je bil slovenski do prihoda Madžarov. Madžari, kot veste, so potem usodno zabili klin vmes, in zato je Slovenija pa se toliko zmanjšala. Zakaj pa niso ti vplivi prihajali na zahod, v današnjo Krajinsko ali pa Koroško, to pa zato, ker tu je bilo, ta del je bil pokristjanjen že od leta 772, ko je bila velika bitka na Lurnskem polju, kjer so poganski Slovenci bili premagani. Zato pa tu se je Salzburška cerkev že dodobra usidrala in tu sem seveda slovansko bogoslužje ni prišlo. Zato tudi Trubar, pa Dalmat in pa ti protestanti so morali na novo začeti, niso nič vedeli o tem jeziku ritualnem, ki ga je Konstantin sestavil. Tako da je Trubar recimo ni poznal besede milost, ampak je uporabil besedo gnada, ki pride iz nemščine, di gnade. No, ampak v 19. stoletju smo potem so ugotovili jezikoslovci, da je pa v vzhodni Sloveniji, na Štajerskem, vzhodnem Štajerskem Prekmurju, da se je ta ritualni jezik seveda v cerkvah še vedno ohranil, da je še vedno tu. In od tam so potem tako počistili slovenščino, tako da smo dobili tudi te izraze in to v tem jaz vidim potem preko eno direktno povezavo s časom obeh svetih bratov, ne glede na to tudi, da je verjetno v sami tej starocerkveni slovanščini tudi en velik delež takratnega slovenskega jezika, to se pravi po dveh poteh. In lejte, to je potem, ko je govora o koreninah, tega, še enkrat bom rekel, se moramo tudi zelo zavedati, da ta naša zgodovina sega v 8. 9. stoletje in da verjetno je malo narodov, ki bi se lahko s tem ponašali. Konec koncev je to za vsa ta literatura zrasla vendarle na takrat na slovenskih tleh. Hvala. Hvala lepa, gospod Korun. Ti pa še, na kratko bi Renata Picej rada še prebrala eno misel, izvolite. Lepo zdrav. Jaz sem hotela pravzaprav ta odstavek, sem 8 cm ima, poiskati tu not. Ampak glede na to, da je v teh besedah zapisano, zakaj je Valvazor naredil to knjigo in položil te besede v knjigo daleč do nečega slovesa, to so njegove besede, pa bi rada tem auditoriju to prebrala, ampak ne bom počala. Če je 7 cm. To je moj edini idol v življenju. On je dal vse, kar je imel, da je to napisal za svoje zanamce, da bi znali spoštovati, častiti in ljubiti to našo krajinsko deželo, danes Slovenijo.
Menim, da sem dolžan svojo drago domovino Kranjsko ne le sam zase častiti, marveč žarke njene slave tudi v daljni svet pošiljati. Zlasti, ker sem opazil, da leži ta odlična Vojvodina s svojimi imenitnimi lastnostmi, čeprav je lep biser med cesarskimi dednimi deželami, vendar pri mnogih tujcih zavita v globoko nepoznavanje ali da je često ne sodijo in cenijo. Po drugih krajih se podvizajo, da spravijo ogleda in branja vredne stvari čim prej v tisk, ter jih izročajo razpetim perutim daleč do nečega svetovnega slovesa. Kranjska pa se je zadovoljila s tem, da bi bila opisovanja vredna in je bolj gledala na to, kakor pa da bi se o njej veliko pisalo, saj je zmerom cenila bolj vrednost hvale, kakor hvaljenje. To me je tem huje bolelo, čim bolj sem gorel za čudežno umetelnost narave. Ko sem se potem vrnil v domovino in ugledal tu prav take, da celo večje naravne čudeže, me je zamikalo, da bi nejevernosti tujcev odpravil z obširnim opisom Vojvodine Kranjske, zatrdno upajoč, da bom storil prijetno uslugo ne le sodobno učenemu svetu, ampak tudi zanamcem, če odkrijem poleg drugih posebnosti te dežele tudi umetniške zakladnice narave v njej, ter tako z oznanitvijo tega sonca, reči hočem, z obelodanjenjem slave te Vojvodine, preženem sence njihove dovednosti ali mrak njihovega dvoma. Hvala lepa, da ste me poslušali. Hvala lepa. Zaključno razmišljanje in otvoritev razstave pa pripada avtorju, zgodovinarju Boštjanu Furlanu. Izvoli. Lep pozdrav še z moje strani. Bom probal biti malo krajši. Jaz sem predvsem izjemno vesel, da lahko mi kot Slovenska ljudska stranka z vso slovensko javnostjo delimo tole naš originalni izvod slave Vojvodine Kranjske iz leta 1689, ki nam ga je posodil gospod Emil Kandrič, ker se v SLS-u zavedamo, da kdor ne spoznava svoje preteklosti, tudi ne more vedeti, kdo danes je, zakaj tak je in prav zaradi tega se tudi ne more dobro in uspešno odločati, kaj bo počel v prihodnosti. Ne bo našel pravih odgovorov za prihodnost. Zato je zelo pomembno, da svojo zgodovino poznamo. Tako tisto, ki je mogoče za naš narod žalostna, kot tisto, na katero smo lahko vsi upravičeno ponosni in smo lahko izjemno srečni, se zavedamo, kakšen nasmeh zgodovine nas je doletel leta 1991. Zdaj, marsikdo bo mogoče rekel, ok, to so visoko leteče besede, kako je pomembno, da poznamo zgodovino in tako naprej, ampak to so neke številke, letnice, dogodki, ki nas mogoče ne zanimajo tako zelo. Zato bi jaz izpostavil samo en zelo praktičen primer, kako je naprimer slava Vojvodine Kranjske ponesla iz leta 1689, ponesla slavo Slovenije v svet leta 2017. Namreč Valvazor je tisti, ki je prvi pisal o človeški ribici. Zanjo je izvedel tako, da so mu neuki, nepismeni kmetje razložili, da v tistih kraških jamah, iz katerih vsake toliko priteka voda, ta voda na plano pripelje zmajeve mladiče. Zmaj namreč prebiva noter v jami in vsake toliko, ko se preveč vode zbere, ta zmaj vodo spusti in včasih naplavi ven tudi njegove mladiče in ti kmetje so mu Valvazorju lepo razložili, ja, to so pa zmajevi mladiči, ravno lansko leto sem enega ujel, pa sem ga obesil, 3 tedne je visel tam pri meni doma. Valvazor si je mislil svoje, celo rekel je, spomnil se enega latinskega pregovora, ki pravi, da še tako nesramna pravljica ni prehuda, da ne bi imela svojih prič. In čeprav Valvazor v te zmajeve mladiče ni verjel, je vendarle jih zapisal svojo slavo Vojvodine Kranjske in zato se je pač pri nas ohranila ta ideja, da so človeške ribice pravzaprav zmajevi mladiči. In v trenutku, ko so zmaji postali izjemno popularni zaradi britanske serije Game of Thrones, so naši pametni upravljavci Postojnske jame ugotovili, tole pa zgleda kot zmajev mladič, zmaji so popularni, tole pa mogoče lahko zelo dobro reklamno izkoristimo
in uspel so narediti vrhunsko medijsko kampanjo. V svet se je pogovarjal o tem, da se bodo v Sloveniji skotili oziroma izvalili zmajevi mladiči. Tako da zgodovina je lahko tudi ne samo zabavna, ampak tudi donosna. Hvala. Hvala lepa, s tem je razstava odprta, lepo povabljeni, da si jo tudi še ogledate, tam zadaj si pa tudi malo postrežite.